Ivan, poglej to. Joj, žensko ko noč pa dan. 100:1. Ja, no, je gotovo je razlika 1:100, če pa je ženska potem drugačna od ženske predtem. Kako drugačno? Ivan, misliš, da meni posebno bi ta frizor? Kaj, da bi imela vijoličaste lase? No, samo promen ima, promen v las. Drugače lepi blondi las ima. Ne? Ja, ne. Ivan, kako oblečen si? Ja, kako le, kaj je? Kot ponavadi. Nemaš stile. Premalo elegantne si. Kakšen stil, dodaj, pa imam jaz stil. Ja, nemaš ga, ja, tu, ja. Pa lasi nemaš zrihtani. Sem si počesal lase. To nam dovolj. Morajo glotki biti. Pa svetiti se. Ti preveč gledaš to televizijo z ameriškimi serijami. Jo, kaj misliš, zakaj ženska hodi na obrazbo stilsko? Poglej, kako lepa zdaj je. Ha? Pa saj tudi prej ni bila slaba. Hočeš reči, da jaz slaba sem? A ne, jaz sem mislil... Ivan, jaz v šok sem. Ti praviš, da jaz nem lepa sem. Ne, jaz bi ti hotel povedati, da si lepa zelo. Ne, jaz šla bom. Kamle? Na televizijo. In kaj boš tam? Obrazila bom se. Silvika, samo probaj. Kaj? Kaj, veš, kako lepo bilo bi jaz? Pa še na televizijo gledalo bi me. Ja. Bilo bi čisto drugačno. Igen. In kako, naj bi te jaz potem prepoznal? Ja, poznal bi me, vedlo bi, da jaz sem. Ja. Kako, če bi bila čisto drugačna? Ja, pa vedlo bi, ne vem. Po voh. Jaz tebe poznam po voh, vedno, z zaprtimi okemi. Ja. Ja, no, ja, se bi tudi jaz vedel, kdo si ti ta tu. Če voham tisto, kar kuhaš, vem točno, kaj je, brez dvoma. Ne bi fejsca, samo malo, kaki promeni v lasi. Daj nosi. Mali liftingi v oki. Kaj, a mali lifting, česne, kaj, tako boš gledala, boš taka hodila po ceste. Ivan, ti norce delaš se iz mene. Daj, no... Nem hočeš, da lepa sem. Silvika, lepa si lahko tudi brez stila. Ja, samo nam za televizijo. Daj, no, Silvika, lepa si dovolj, ti si zame najlepša ženska in najbolj stilska na svetu. Ja. Ja, no. Kaj, a ja tako? Tem je problem. Jaz zdaj nisem dovolj dober zate. To je to! Ja, zanjati. Ja, se vrne. Tiče več na kosilo, prvo zdaj turo. Elektriko. Zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno smeti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi zotri. To na dopustu za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebrska stvari, to ti posodi jajče kalpa. vse si ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sonce, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav in začejo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin. Ko si težava, da si pravi ti. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi skoz, solze in smeh. Lepo je biti sosed, to sploh ni greh. Imejmo se radi.
Vse. Vsaka dan. Hej, Ivo, daj, pridi k meni. Pozdravljeni. Ja, pozdravljeni. Spoštovani. Ja, spoštovanje, Ivo, daj pridi k meni. Dovolite mi, res. Najlepša hvala za prijaznost, vendar pa moram... Ja, dobro, vrije. Nič se ne sezuvaj, Ivovka, itak imaš čiste šuhe, ha? Ja, nekako vas... Kusionor! A ti imaš najbolj čiste šuhe, ko sem jih sploh kdaj videl. Kot da bi jih kli zdaj od Kitajcev prinesel. Ja. Mater si lepi. Kostjono, ziher si gledal tisto stilsko izobrazbo. Torej, nekako vas nerad zavrnem, hočem reči, vašo družbo, vendar pa nameravam ravno... Ja, vrije. Poslušaj, veš, kaj sem si mislil? Zdaj glih mi je kliknulo, ne? Kot če bi Žuži, ki je recimo jaz tako povedal, bi ona... Žuži? Ja, Žuži, ja. Veš, da bi se ona tudi tako stinsko malo preobrazila, ne? Veš, te majčke, ko so zdaj moderne, kot je gor na špona pot. Vsaki čas pride Sabrina, veš, neke papire za Žužega šlihtati v to. Ona ima eno tako majčko, ko je na špona gor... Dobro, veš. Misliš, da bi ona to samo bi jih nekako bilo treba povedati, ne Žužiki, da bi... No, vsekakor, kako bi rekel, spremembe so potrebne, vendar le, da, kako da ne. Vendar pa bi rekel, da je obvezno tudi to, da človek vsekakor vendarle obdrži neke vrste osnovno celostno podobo osnovnih elementov razpoznavnosti. Ja. Čakaj malo. Ti hočeš meni zdaj povedati, da ima Žuža dobre joške, ali kako? Tega se nekako ne bi upal komentirati. Dobro, vrede, no, pustimo to. Da. Pol mi pa, prosim, povej, si za eno zelo dobro poslovno idejo. No, če že insistirate. Ja, izvoli. Hvala. Insistirate, jaz sem te pa videl. Evo, pogledaj, tak je. Glej, jaz sem mislil, da bi midva začela se ukvarjati z, Nemci bi temu rekli, TV prodaje. STV prodajo. Da, vendar pa mislim, da to ni ravno... Kaj ni? Ivo, čakaj malo, da ti razložim. Glej, najdeva lepo eno televizijo, pol pa neke artiklote, ne, eno par artiklov bo prodajala, pa eno zelo dobro babo, veš, ja, ko bo pač lapala na televiziji pa govorila, kak so ti izdelki dobri, pa kak so neoporečni, pa ergonomično oblikovani, pa to, ne, spodaj pa samo napišejo pa lepo številko, telefonsko, kamor oni pokličejo, midva pa lepo to, pol vele prodaja, nizko prodaja, gor prodaja, dol prodaja, lepo telefoniramo grosistom, ker je to domov dostavljajo tem naročnikom, pa to in to bo šlo direktno noma notri v žep. Kaj praviš? To kot nora. To ljudje radi delajo, veš? Lej, leto nazaj sem naročil to rožo. Pa glej, kak je še sveža, ne? Zraven sem pa dobil, recimo, to kamelo, pa to ribo. Glej, kak to ustreči človeka, kaj praviš? Da. Jaz bi rekel, da 3 do 5% trga se še vedno dobro odzove na take vrste prodajo na televiziji, vendar pa bi morala razmišljati o tem, kje bi zakupila program za spote oziroma reklamna sporočila, ko bi se predvajala, ker namreč v Sloveniji je toliko televizijskih postaj in vse že imajo svojo oddajo. Ja. In zdaj te jaz sprašam, od kdaj se pa ti tako razumeš na medije? Samo noter si lepi, veš? Silvi, ki bo zdihe všeč. Enega patriota ruknava, ne? No, veste kaj, če dovolite, jaz bi... Ja, seveda. Da. Živeli,
Ja, torej, veste, gospod, moral bi vam reči, da pravzaprav jaz nisem. Ja, čakaj malo, kaj nisi? Ivo. A seveda, ne, nisi Ivo. Ti si ziher Genovefa, Jožica, Brigita, Ladislav. Ne, Božidar. Božidar. Tja, super, Ivo. Kaj si nisi imel kakega bolj normalnega imena zmisliti? Ko Božidar. Takšnega so mi dali starši, ja. Starši. Čakaj. Lepo, prosim. Osebno pokaži. Gremo. Osebni dokument, da vam pokažem. Pravzaprav je tu samo moja identifikacija. Ste malo nor. Mislim, kaj ste vi malo nori? Dobro, in zdaj te jaz vprašam. Ali si super dober falsifikator, ali si pa istojajčni dvojček od Ivota? Mislim, z Ivotom si iz istega jajca. Kako pak? Samo da so naj po obrojstvu takoj ločili. Zdaj se imam za njegovega tako imenovanega daljnega izgubljenega brata. Da. Tako ste jo nor. Vrej, no, pol pa se predstavimo, ne? Jaz sem Beno. Božidar. Me veseli. Jaz sem lovec po duši in po dejanjih, ne? No, samo ne, srne ne. Ne? Ne. Dobro, no, če ti kaka pod avto skokne, ne? Pa je pač... Ne? To pač ne moreš tukaj, ne? Ali pa, če jo slučajno v golaži dobiš, ne? Ja, pa s temi okami, ko te gleda, ne? Dobro, če so v golaži, ven pa naprej ješ, ne? Tako da, no, lovec sem, pa podjetnik v Spone. Kaj ne da? Ja. Jaz pa Božidar Jahtar. Jahtar? Da. Kaj jahto imaš? Mislim, kaj jahte imate? Ja, seveda, pravzaprav je to izraz... Pa ko si ti malo nori, mislim, ko ste vi malo nori, glih 5 minut nazaj sem eno super idejo dobil, da bi ustanovil agencijo za prevoze po morji in drugih vodah. Mislim, za jahte pa to. Ne, sem vam ravno hotel reči, pa ste vskočili v mojo besedo. Pravzaprav je to izraz, ki ga uporabljamo za ljudi, ki imajo finančnih sredstev malo nad določeno mejo. Ja, tu bo pa Sabrina. Ja, naprej, prosim. Pa kje hodiš, ne pa te prosim, no? Se res upravičujem, sam... Ja, zmerno sva se, da priješ malo prej. Firma mi... Zmogal frizuro na... Firma trpi. Evo, tu imaš. Glej, te papire moraš... Žužiki. Zmogla frizuro. Ja, super si, lepo si izrihtala. Zdaj pa te papire lepo zrihtaj. Vre, pa tako ste se žužo zmenila. Ja, dobro? plus pa je enako. Ja, kaj ti jaz zmenim? Če boš pa slučajno me rabila, pa veš, kje sem ti na voljo. Sem v pisarni, mislim na kavču. Ja, gledajte, ne, gospode Božidar, ta gospa, ne, je v bistvu prišla moje papire urejati, ne, ker jaz sem imetnik te firme, na ženo je samo pisala. Taša pa si... Dovolite, da se vam predstavim. Božidar. Ja. Meni so pa všeč te maškare. Niso to nič maškare, to je Božidar, veš, in poglej, kaj stinska preobrazba naredi. Dovolite, bi jaz nekako zdaj moral oditi in se vam zahvaljujem za vašo prijaznost, kolegijalnost in vljudnost, pa vsekakor se še vidimo, ker ne da... Čakajte malo, Božidar. Usmejte, nasvidenje. Super, najlepše hvala, ja? Ja, Sabrina, glej, kar si mi odgnala milijonskega naložnika. Mislim, kad bi milijone naložil v moj posl. Se sagadi, ne? Špeh.
Zvoni. Ja. Kaj to vidim? Joj, koliki lepi oblek. O, pa frizur. Ja, da. Joj, je to mogoče. Počaščen sem, hvala. Kaj ti isti si? Ali nam si isti? Si isti, ali nam si isti? Sem isti in nisem isti. No, pridi v sence. Ja, gospod. Od kje prihaja? Od soseda Zagadina, vis-a-vis. Kaj rekli na tvoja obrazba stilska so? Ne bi rad komentiral. Boljše, da nam. Lepo je biti sosed. Ajde, takoj za papirje pa jih zrihtaj. Kam sem se zdaj razkiral? Jaz pa grem na tekmo. Kastjano. Človek dobi idejo, pol mi jih pa, drugih mu jih pa naženejo. Kastjano. Bino, a te lahko prosim, da namotiraš tega Črnogorca? Veš, jaz rabim Mirka računam, ne? Ja. Kaj pijemo, a? Da nazdravimo tvoja obrazba. Borac Palinko, patriot. Penina. Penino? O, fini gospod. Penino, imam penino za tebe v frižidar. Počaščen bom. Vzhičen bom. Uskičen! Samo jo tako samo še kozorce pripravim. Ja, jaz pa se čas odprem penino. Con calma, mirno, con mucho gusto. Zdaj, če bi bila steklenica pravilno hranjena, ne bi smelo priti do izliva. Vsekakor sem vesel, da sem končno dobil občutek, da sem nekako zopet doma. Vidite? Jaz tudi vesela sem. Žive. Odlično gleda, parfetno, ne ugiba. Penina, srebrna medalja, vinski sejem leta 2002. Kako ti veš to? Najboljše je s svežimi jagodami. Ivičko, pa ti včeraj kupila si sveže jagode. Vaš mož Ivo. Ja, Ivan. Kje pa je? Ja, Ivan, šla je v delavnico, nazaj prišla vi. Kdaj pa pride? Pa lahko tudi nikoli. Meni všeč je, da vi tu ste, samo vas smela biti. Ivan lahko je v delavnico, ne? Vi pa tu pri meni doma, v lepa oblek, lepa frizor, lepi stil. Še mečkam pa bom imela tudi kompleto zrihtano. Ja. Veš, kaj ti zdaj jaz povem, Sabrina? Ti si tak fejst, veš, mislim tak, pridna pa to, da pomagaš Žužiki pri teh stvarih. Tako da hvala ti lepo.
Sabrinca, veš, kaj bi te še vprašal? Tak, zanima me, ne, pa se sprašujem pol, kaj ti praviš o tej stinski preobrazbi, pa to, Ne, meni se zdi bolj brez veze. Ajo? No, ne, zato sem tako razmišljal malo, ne, fajn je, da je včasih kakšna sprememba, ne, pa mogoče bi, kad jaz vem, ne, sem razmišljal, Žužika tudi včasih malo mogoče, kaj se je preobrazila, mislim, da ne bi vedno te iste majčke nosila, pa to, kaj ti praviš? Ja, majčke so pa res zelo pomemben detajl v vezi. So, ne? Ja. Ampak modrčki tudi, ne? To že moraš priznati, ja. A to praviš, aha. Ja, kaj ti jaz vem? Ja. Tako da ni pol to. Dobro. Ja, zato, ka... Misliš, da bi se jaz tudi mogoče tako malo lahko kaj spreobral? Ne. No, Kaj ti čem jaz, ne? Mislim, ti bi se lahko, ja, če mene vprašaš. Samo Žuža pa ne, Žuža je pa v redu, ja. A jaz pa ne. Ne. Mislim, ti pa nisi v redu. Ti bi se pa lahko. Kaj ti veš? Tjuj. Ana Marija, zdravo. Kako lepo majčko imaš. Sabrina, tebe iščem. Spodaj sem šla mim, kolo si pustila nepreklenjen. Kolo si pustila nepreklenjen. A jaz, kolo. Ja. Ja, Ana Marija, boš mogoče kako kavico pa to? Veš, da mislim, da ni nobene kavice več, ne. Pa joj, dela imam še... Nič hudega, sem danes že 2. Ja. Ana Marija, poslušaj, kaj pa ti kaj meniš o teh stinskih preobrazbah pa take? Zakaj? Ja, mislim to, ne, kakva sprememba je fajn. Recimo Ivo, ne, se je zdaj čist spremenil. Mislim, čist, no. Se je kar fajn spremenil, ne. In se mi zdi tako, da je fajn, da je kako novi, pa take. Zakaj pa? A zakaj se Ivo spremenil? Ma malce mu je skeglal, pa misli zdaj, da je frajer. Misliš? No, jaz se ne bi nikoli. Res? Zgobe ni? Ker sem sama sabo zadovoljna. Joj, a veš, da pa jaz mislim, da imam vse še mečkan kavice noter, ki jo bom kar prinesla. Nič hudega, če si že 2. Ajo, tako je tu. Se pravi, pol ti misliš, da mi možje tudi fajn, da se kdaj tako malo spremenimo, ali... Ne, jaz mislim, da je to brez veze, pa da mogoče sam ni zadovoljen Silviko, pa je to na tak način kaže. Prost. Vse v redu, Peno? Sekaj me! Ne, tu. Ume vse, ala lepa. Pa bom mal kavice. A, misliš, da... Aha, se pravi, pol je fajn, da se tudi mi, možje, ki smo taki pravi dedi, včasih malo tako spremenimo. Vse tudi. Dobro. Nič, jaz zdaj več ne bom moto, ne? Vidme lepo to kavica pa take, jaz pa grem malo v Wunderbar, nekaj moram razmisliti. Koliko sem dala cukra noter. Ja, pazi, ko je fejst sladka, ja. Ja, bova pa mečkam bolj buckajsta. Ja. No, fajn delajta. Beno, a lahko malo pudinga v hladilniku? Ja. Jo, seveda, to vse veste, ki je, ne? Ja, adijo. Lepo je biti sosed. Pa vedno, torej vsaka sprememba, ki godi mojemu želodcu, je tako dražestna.
Jo, to res sprememba je. Spremembe so potrebne, ampak čeprav obleke države ali modela jahte. Ampak gospa, ta paprikaš, horgoška paprika, rdeča čebula, česen, kanček majrona, torej domača kokoš talna reja. Parfetno, ekskluzivno. Torej človek, ko poskusi to umetnijo, gre pravzaprav za poezijo, govorimo o govorici prsti. Če prevedem drugače, to je jezik matere narave. Ne, Jezik matere zemlje. to ne zemlja, to navadni kokoš je. Ampak ta okus, ki ti pričara sliko v daljavi razprostrte v zaplati kmetije, tam nekje v Prekmurju. Kokoši, ki z zložnimi koraki išče živeža. Ja, igen, kokoš je žive červe. Ptičev, ki pojejo v daljavi, žvrgolijo neznani ples ptic. Kmeta, katerega pogled sega v daljavo prav preko sosednjega hriba vse do... To je ta sprememba, draga moja gospa, ki ti je ne more dati nobeno drugo življenje. Kako mene to šampanjec prijel se je. Lepiva ga še, ker danes praznik je. Ja, igen, praznik je ti ugotovil si, da obrazba potrebna je, da srečen si, ne? Ja, gospa, vi bi potrebovali zelo malo spremembe, ker vaša preobrazba bi vas uvrstila naravnost med mizice Balatona. No, sicer pa to ni noben problem, veste. Danes je to vse... Poznam dva režiserja stilske preobrazbe. No da, kako da ne. Poznam tudi marsikaterega mikromana, kamermanko poznam mikromana, kostumografko, scenografko, par producentov. Lahko vam zrihtam sodelovanje v kakšni... Kako lepo to. Oba bomo ko novi. Da, piva ga še. Sem pijana že. O, servus Božo. Milan, Franci, Ištvan, Sašo. No, kdorkoli se je že, samo vstopi. A, Iva, a je že konc maškar? O, Sabrina, A, Bilo. a je že konec s papirji, ki si jih mogla zrihtati za mojo žužo? Mi je Ana Marija pomagala, pa sem bila za sekund do kompleto konc. Opa, bre. Ivo, sem slišala, da si se stilsko preobrazil, pa ne vem. No, vidiš, draga moja Anča, in zdaj, kot sem ti rekla, nastopi faza laganja. Ne morem verjeti. Jaz tudi ne. Vidiš, draga moja Anča, to naj vse nekoč še čaka. Jaz nisem ta. Kjeri? Saj to ni res. No, pa je, pa je. Kaj? Ojo, se pravi, ti si Božo, samo si preoblekel v one cunje, pa si zdaj... Ko si te srbela? Daj, čakaj, zdaj pa nekaj. Lepo nam povej, si ti Ivo ali nisi? Seveda sem, no, pa... Samo on, pa ni jaz. Čakaj, kdo on nisi ti? Ta, ki objemamo Silviko.
Kdo objema Silviko? Ja, ta, ki ni jaz, ki je v mojih stanovanjskih prostorih in je jagode, ki sem jih jaz kupil za mojo Silviko. Čakaj. Misliš, tvoj brat Božidar? Kakšen brat? Čakaj, se pravi, tisti, ki je bil prej tukaj, nisi bil... Meni gre res na živce, če kaj ne razumem. Kdo me zajebava, no? Ja, dobro, no, njegov brat, ko je bil prej tu, Božidar. Jahtar, poslovnež, na borzi dela. Pa za laganja. Kakšnega laganja, če mi je pa osebno pokazal. Dej, potem pa zvizec zavije čokoladico. Koliko svizec? Ne, ni šans. Ki bi ti lahko mali svizec 300 gramsko čokolado zavil. Veš, koliko malo točke ima? Ne. On je lopov. Kdo, svizec? Ne, kuna je recimo take bolj lopovske sorte. Svizec ne. Nikoli se nisva videla. Ivo, bogi, Ivo, nikoli nam nisi omenil, da si posvojen. Jaz nisem posvojen. Ja, mogoče pa je on. Kaj? Jaz nimam brata, on je lopov. On je lopov. Kak, če mi je pa osebno pokazal, na kateri lepo piše. Božidar Špeh. Ne verjamem. Ja, poleg je pa tvoja slika. Ne verjamem. Njegova, no, kako bi naj rekel, identična slika, kot sta vidva dva. Ne verjamem. Ne. Ja, vre. Pol pa lepo idi tja, pa naj ti osebno pokažem. Ne grem jaz nikamor. Ne vem, srce mi bo zastalo, če jo še enkrat vidim skupaj. No, Beno, potem pa pejt ti, pa da vidimo, kaj bo, če ni že bilo. Vre, pol te pa grem jaz pogledat, da boš miren. Ja. Ja, te pa že pojdi. Kaj? Ja. Ajo, tja. O, Ivo, ti si en božji dar. Samo ne vem, kam je Bog mislil, ko te je daroval. Ti se veš, kaj mislil. Lepo je biti sosen. Servus, Silvika. Veš kaj, jaz sem mislil... Beno, ne vidiš, da zdaj nemamo čas. Dovolite. Ne. Bino, prosim, sedite. Ravno, kar sem razmišljal o vaši ideji, o kateri sva se pogovarjala. Ja, to mislite o prevozih po morju, jezerah, rekah, potokih in drugih vodah? Da. Razmišljal sem, kako bi to vašo idejo nekako nadgradila. Ja, stiski nadgradili. Ja, lahko. Pa Beno, ti lahko malo liftingi bi dobilo, ne? Liftingi, to... Razumem. Ne. Sva se pogovarjala o poslovnem sodelovanju. Ja, to, ja. Seveda, če se vse da urediti iz domačega pisarne, ne, lepo, pa denar pada, bolje vse vre. Jaz sem za, takoj. Beno, zakaj ti zdaj prišla si ti? Vse pokvariš. Pa vendarle... Sedite, prisedite. Hvala. Prijatelj, bodoči partner. Ja. Pardon, ko sem... Moja ideja je nekako zelo preprosta. Predlagam, da kupite nekaj mojih delnic mojega podjetja, s katerimi bi vi stopili v stik z mojimi ljudmi, ki bi vam omogočili nadaljni prodor na trg in področje, s katerim bi se vi pravzaprav ukvarjali. Jaz sem prepričan, da bi v roku enega meseca imeli povrnitev tega vložka na Enega meseca. izjemno visoko obrestni račun. Da. Stari, takoj grem domov po denarje.
Malo počakaj. Da, no pa pojdite. Jo. Čas teče, nič ne reče. Ja, seveda, grem. Ja. Tu je. Okrožno sodišče. Aha. No, kaj si jo no? A taki si ti. Beno, No, kaj je? si preveril osebne podatke? No, osebno sem mu vzel osebno. O, Jezus Marija. Ne morem verjeti. Lopov. Ja, Lopov. Pa vi veste, zakaj je tu? Danes bi mogel biti na sodišče, samo se skriva. Poslušajte zdaj. Narok za razpravo o stečajnem postopku podjetja Božidar in sin in bratranci in partnerji DNO, ki se na sodišču dne evo, to je danes. No, ampak, a podjetje to je tvoj brat ali ni? Ja, ni, čeprav videti je, kot da je. In priimek je isti. Pa ni dvoma. Taknec, prekleti. Babe. Ja, kaj je? Babe. Gremo. Gremo? Če dovolite. Beno, ne. Ne, to je moja vojna. Bom jaz vse sam. Tudi... Ne, nič, tudi moja stara mati bi rekla, naj si ga že še meče, če že še če. Ne. Joj, Ivičko, to ko vidiš? Viš, kaj rekli so pri nas nočka niža, a? Ivan! Ivo! Ja, jaz sem Ivo. Kdo si pa ti? Jaz sem tvoj brat, ki je živel pri očetu po razvezi najnih bioloških staršev. Kaj me najna mati tebi ni nikoli omenjala? Kaj bi te omenjala? Zakaj le? Ti mi raje povej, po kaj si prišel sem. Sem mislil, da bi nekako nekaj časa bival pri tebi, da se spoznava. Ti, da bi bival pri meni? Ti, Božidar, zakaj pa nas vse skupaj ne povabiš, da bi bivali na tvoje jahte? Če sploh ima jahto. Zato bo še čas. Meni bi zdaj največ pomenilo spoznavanje mojega brata in bivanje z njim. No, saj sliši se lepo. Bi ti lahko pokazal zbirko mojih sličic vaterpolistov. Ne nasedej mu. Daj no, Ivo, čisto te je zaslepo ali ka? Zbudi se, halo!
Ništa. Silvika, ja, no to tukaj je Ivotov brat, veš? Vse v redu. Brat, njegov. Da, trenutki so veličastni, dragi moji. Vse tako enostavno in tako zapleteno. Tako sem hkrati žalosten in srečen obenem. A ja? Kaj pa vabilo, Kaj? Ja kaj? Vabilo na sodišče je dolgo. Zato, ker je njegovo podjetje bankrotiralo. Pa take. Ubogi revež. Joj, kaj zdaj? Ne vem. Kaj? Hotel mi je dati bankrotirane delnice? Prasec! Ne, gospod Bino. Niso vse stvari tako črno-bele. Kakšne pa so bile ti bankrotirane, zelene? Najprej osvajaš tu mojo soprogo, potem mi pa še živel tukaj. Joj, pa ta gospod. Ja, ti bankrotiranec! Eden! Ne morete me zdaj kar tako odsloviti zelo. Veš kaj? Jaz mislila, da ti moj Ivičko si, ki ima stilski izobrazbi. Pisok! No, poglej, zdaj napravijo liposov ksevoš. Zdaj bodo zlomili nos, zdaj ga bodo bolj spet naravnali. Kaj zdaj bolj dod? Poglej, zdaj bo pa prvič povsem srečala njena družina. Vidiš, kako lepo je. No, pa si v bistvu sploh niti ni tako zelo drugačna, ne? Pa da je. Ni taka razlika, no. Mole je, vseeno, ne? Kaj ti češ? Ženska od prej ni ženska od zdaj. Nič, dragi moji, jaz zdaj grem, ker to, ampak res ne morem gledati. Prije, no, hoj se mejte, adijo. Se veste, kaj mislim. Ja. Katja Nori. Pa kdo to lahko? Te leposukcije pa take. Jaz tega, ampak čisto nikdar v življenju ne bi mogel delati. Niti držati, ni. To, da mi nekaj podržavljajo pot. O ja, podržavljajo. Ne, tudi to ne. Ne bi mogel, evo, ne bi mogel. Edino bi si recimo, maksimum, evo, to, ko bi si odstranil brke. No, pa je. Kasianon! Dino! Ja, prosim. Seveda vrije, kot ti ne bi bil vrije. Adijo, ja, ne bo zdaj. Gospod moj! Kasianon!